začetek je bila svetovna vojska, ko sem jaz bil star nekako 13-letnik, je bila do 18. To se pravi, sem bil vsaj tista 4 leta nekako pod vplivom. Slišalo se je, vsaj v stenah se je slišalo veliko odmev, topov in tega naprej. Se pravi, in Španjolko smo imeli. To se pravi, jaz sem izgubil eno sestro takrat, majhno 4 leta staro. Medtem, ko sem mati, jaz in druga sestra smo preživeli. Kar je mene rešilo tega pohajanja oziroma tega faliranega študenta, da fašizem se lahko tudi upre proti in da se nekako varuje svojo identiteto. In ta ideja, da je upor, čeprav je ilegalen, nekje možen, to je bila prva nekako, bi rekel, ideja nekje, ki je mene rešila od meglenosti. Tako da sem jaz neki načrt imel, in zmeri živel od neke potrebe po pozitivnemu, da bi nekako pozitivno nekako odrinilo proč ali odrivalo proč vse, kar je bilo pri meni že negativnega. Se tudi danes. Danes jaz v bistvu govorim o negativnih, bi rekel, doživetjih, kjer je tu pa vsem kakšno pozitivno, ampak v bistvu. In to odrivanje negativnega v smislu z nekim pozitivnim, in meni pozitivno je bila pisalni stroj. Naša sposobnost majhnega naroda je izjemna sposobnost. Jaz sem celo rekel, da smo po značaju slovanski Judje smo mi, poleg Čehov, recimo, bi lahko rekli. Čehi so imeli tudi industrijo, Škodo in tako naprej, kot drugi niso imeli, Rusi niso imeli, recimo. In mi smo imeli ravno tako industrijo. Zakaj pridejo k nam iz Kitajske in tako naprej? Majhna državica, 2 milijona ljudi. Zato, ker smo sposobni, če bi mladina to imela neko idejo o svoji sposobnosti, ne zaradi majhnosti, jaz sem tudi rekel, da v Celovcu eno predavanje, 2 strani predavanja, se je rekel, sposobnost ni odvisna od koliko ljudi je. V tem smislu sem jaz takrat rekel, imamo zaupanje samo še v ljubezni. Tudi to je staro, spet, kakor nacionalno vprašanje, narodna zavest. To je vse staro, je vse veljavno, ne malo kaj govoriti, tako ena kot drugo. Brez nacionalne zavesti postaneš nič, to se pravi, si državljan sveta, ja? Ma kaj ti pomeni državljan sveta? To sem tudi v Celovcu govoril, te ne spadaš nikamor, ti si lahko srečen, da si državljan. Ma če nimaš nobene povezave psihološke in tako naprej, s svojo kulturo, s svojo, si pravzaprav ena zgubljena duša, moraš se drugače reči. Na eni strani gremo vsi v eno in Boris Pahor pravi svoje. Komunisti smo rekli, Boris Pahor je za geto. In drek, oprostite izrazu, da sem jaz za geto. Jaz sem za nacionalno uveljavljene neke identitete, ki se imenuje slovenski narod, in danes se celo imenuje slovenska država, celo. To se pravi, in to ni proti nikomur nič. Jaz nikoga ne napadam, nikomu ne jemnem nič. Samo pravim, da neko življenje splošno, takrat internacionalizem, danes globalizacija, res uničuje to, kar mora biti kot sestavni del, kot vrednota.